Dober večer. Dobrodošli na Goriškem večeru, prvem v novem letu. Upam, da jih bo še veliko. Tudi ta večer je pod okriljem Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. Ob tem vas pozivam, da se včlanite v to združenje, ki je eno redkih branikov pred ponovnim zdrsom v socializem. Nocojšnji gost je Gabriel Kavčič, duhovnik, tiskovni predstavnik Slovenske škofijske konference, profesor na Teološki fakulteti in na Škofijski gimnaziji v Vipavi. Poleg vsega omenjenega je še moralni teolog, ki se poglablja v teme, zajete v akronimu LGBTQIA. Upam, da sem prav naštela. Gospod Gabriel se tudi sprašuje o zlu, ki je v človeku in ki se ob določenem pritisku sproži. Današnjo družbo imenuje fluidna družba, ki je nezavezana tradicionalnim vzorcem. Skratka, družba brez opore. Gotovo bomo v pogovoru gospoda Kavčiča z odvetnico Martino Valentinčič izvedeli marsikaj zanimivega o naši družbi. Lep večer. Dober večer, tudi v mojem imenu, dobrodošli. Torej, kratek opis o tem, kaj vsega ste, smo že slišali. Jaz bi vas najprej, tako da prebijemo led, vprašala, me vedno zanima, ko intervjuvam duhovnike, kako ste se odločili za duhovniški poklic, mogoče v družini ste jim dobil vzgled ali v župniji ali kar tako se je zgodilo kot s Pavlom na poti v Damask in kako da ste potem še, če nam to razkrijete, izbrali pa študij moralne teologije. Ja, dober večer, hvala lepa za vabilo. Torej, našteto je bilo vse mogoče, samo ta glavno ne. In to je povezano tudi z odgovorom na vaše vprašanje. In sicer, jaz sem duhovnik postal zato, da bom duhovnik. Včeraj sem dobil eno sporočilo, pa te dni zdaj, ko so sporočila za novo leto, pa voščila prihajala in tako naprej. In eno voščilo je bilo zelo, zelo nazorno in je pisalo noter, da bi ob vsem, kar počneš, ostal najprej duhovnik. Tako da tistemu, kar smo prej slišali, vse tisto bi lahko, kar se mene tiče, dali tudi na stran. Bistveno je, da sem kaplan oziroma vikar v Vipavi. In to je bil tudi moj prvi cilj takrat, ko sem se odločil za duhovništvo. To ni bilo nič pretresljivega, ni bilo po vzoru Savla, takrat še kasnejšega apostola Pavla, ampak je bilo čisto enostavno. Jaz sem bil takrat zelo aktiven pri verjetno komu znano ime sestra Rebeka Kenda, dolga leta in še zdaj vodi duhovne vaje za mladino. Jaz sem tam rasel gor, doma sem imel zelo, zelo dobrega župnika prej in potem in še zdaj. Potem sem šel v Škofijsko gimnazijo v Vipavi, za kar še zdaj ne vem točno zakaj. Ker tako je nekako uspelo, ker moja se pravi, brat in sestra sta šla v Idrijo, na idrijsko realko. Jaz sem pa potem ne vem točno zakaj šel v Škofijsko gimnazijo in tam tudi sami krasni duhovniki. Gospod Bogdan je ravno kar nekje prišel skozi, tukaj spredaj je, ne, takrat še na Škofijski gimnaziji, pa budanski župnik gospod Volk, potem domača župnika, kot rečeno, potem tako, cel kup zelo, zelo dobrih duhovnikov tam okrog. In jaz sem se potem enostavno nekaj vrta in črviček pride noter in sem se potem odločil in jaz sem šel v bogoslovje v Ljubljano takrat ne zato, da bi bil duhovnik, ampak zato, da bi preveril, če bi bil duhovnik. Torej, jaz se nisem odločil za duhovništvo, to sem se kasneje sigurno. Takrat sem šel enostavno v Ljubljano preveriti,
Zdaj je to celo malo drugače narejeno, da imajo mladi fantje celo to možnost proinstitucionalno vmes. Takrat je ni bilo tako, da si pač šel v bogoslovje in potem, če kdo obupa, seveda izstopi. Jaz nisem, na koncu sem bil še zmeraj kar zadovoljen in sem potem sprejel, oktobra 2016 sem prejel diakonsko posvečenje in potem tako naprej posvečenje v duhovnika, novo mašo in podobno. Vmes me je presenetila ta odločitev škofa Jurija, da me pošlje na študij v Rim. Malo netipično me je poslal po 3 letih študija v Ljubljani, običajno se, če že, to zgodi po 2 letih, da greš potem za 3 leta v Rim, ker je tam študij narejen po italijansko 2+3, ne toliko kot pri nas, kjer je 3+2. Tako da sem potem nekoliko netipično in na vsaj svoje veliko presenečenje šel v Rim po 3. letniku, dokončal dol, potem tisti osnovni študij. Potem je bilo pa tako, da si je škof zamislil, kot marsikateri škof, in imajo škofje tu zelo dobre razloge za to, da bi šel jaz na cerkveno pravo. To je skrb za javno upravo, javni sektor cerkve, recimo temu, so cerkveni pravniki, jih nujno potrebujemo. In potem sem škofu Juriju rekel, ja, jaz bi pa rajši moralno teologijo. Pa je rekel škof, pa bi bilo morda boljše, če bi pravo, ne. Pa sem si rekel, pa bi jaz vseeno moralno teologijo. No in na koncu potem škof tudi z veseljem to sprejel, tako da sem se odločil za moralno teologijo, potem še 5 let študija na tem področju. Zelo enostavno, glejte, v zgodovini cerkve so bila različna obdobja. V prvih stoletjih cerkve so se reševala bolj verska, tako imenovana dogmatična vprašanja. Kdo je Kristus, kdo ni Kristus, kdo je Bog Oče, kdo je Sveti Duh in tako naprej. Iz tistih stoletij je to, kar danes molimo pri vsaki nedeljski sveti maši, ko vstanemo, potem drdramo, župnik reče verujem in pa vsi z njim, ne, in potem noben ne tuhta, kaj pravzaprav molimo. No, tisto je iz prvih stoletij cerkve, to je veroizpoved. Potem so prišla nekoliko manj stoletja, nekoliko manj opisljiva, tam tisti prvi srednji vek. Potem se je začelo s tako imenovanimi scholastičnimi vprašanji, to je bilo 2. tisočletje, ko je bilo vprašanje že in strukture cerkve, vprašanje razdelitve cerkve, poznamo prvi razkol z pravoslavnimi cerkvami in tako naprej. Potem so prihajala vedno bolj do izraza vprašanja, bi rekel, mikrovprašanja vere, to se pravi protestantizem in te zadeve, nova zakramentologija, tridentinski koncil in tako naprej. Od 1800 naprej pa se je nekako, so najbolj aktualna vprašanja vedno bolj povezana z moralno teologijo, no, do sem želel pripeljati. In zato se je meni zdelo najbolj smiselno takrat, če želim biti, če so me že poslali na študij v Rim in če želim biti nekako koristen, da vzamem študij moralne teologije, ker so to dejansko vprašanja. Tudi zdaj, recimo, ko moram za medije odgovarjati na razne vprašanja, jih je 70% zmeraj povezanih nekje z moralno teologijo. To se pravi, do tega še pridemo, bioetika, spolnost in to je vse moralna teologija. Poleg tega še tako imenovane socialne teme, se pravi družbene teme, to je tudi moralna teologija v drugem sektorju. To je bilo to. Te zadeve so mene navduševale tudi že v Ljubljani. Profesor Roman Globokar nam je takrat z enim navdušenjem to predaval, mene je to zanimalo, so se že takrat kregala s profesorjem Globokarjem, ko bi vedel, da bo enega dne moj šef, bi se takrat malo nazaj držal, ne. Ampak smo se že takrat dobro razumeli in tako je nastalo. Je bilo pa nič od tega pa ni bilo pravzaprav načrtovano, to pa moram reči, to je bilo zmeraj tako iz tedna v teden, ne, se spomnim takrat, ko sem doma rekel, da me škof pošilja v Rim, pa je tata rekel, a nisi malo mlad, ne. In tako naprej. In za vsako tako večjo odločitev, ki je kasneje prišla, je bilo podobno, ne. Je od nekje prišlo, kakšno sprejmeš, kakšno ne, tako da ni bilo nikjer nič načrtovano. Jaz sem takrat šel v bogoslovje, kot rečeno, da preverim, če me Gospod kliče na pot duhovništva, to sem nekako obkljukal in vse ostalo je prišlo zraven. No. Zato grem na začetek, najprej vikaru vipavi, potem pa vse ostalo. Tako.
Vi ste res mlad duhovnik, ne, spadava oba verjetno v to generacijo tako imenovanih millennialsov ali tako. Kako se počuti mlad duhovnik v tej cerkvi, ki jo mnogi smatrajo in opisujejo kot zastarelo ustanovo, ki ni več v skladu s časom? Ja, zdaj, veste, če bi našemu času dobro šlo, ne, potem bi si človek postavljal vprašanje, a sem jaz zavozil, ampak glede na to, da našemu času v povprečju ne gre najboljše, praktično se nam vsako leto odpirajo nova, zelo, zelo globoka vprašanja na področju vzgoje naših osebnosti, našega zadovoljstva z življenjem, družbe, politike, vprašanja družin in tako naprej. Se pravi, da naša družba ravno ni tako v povprečju tisti, ki so danes, bi rekel, med družbenimi voditelji. To, kar je danes, kot se reče, mainstream v angleščini, ravno tega jaz ne vzamem za, kako naj rečem, niso ravno ta pravi, da bodo razlagali, ne, kaj je zdaj dobro pa kaj ne, ker očitno smo marsikaj zavozili v tem mainstreamu in se mi zdi pravzaprav v redu, tudi kot mlademu duhovniku, pokazati eno alternativo, ki ni alternativa iti nazaj, ampak iti naprej z modrostjo od nazaj, no, če se tako izrazim. To bi bilo ta pravo. In to se mi zdi je prednost cerkve, zaradi tega, ker cerkev razen ene manjše revolucije v drugi polovici prejšnjega stoletja ni revolucionarna družba in zdaj mislim revolucijo v širšem. Se mi zdi, da je tukaj, da je ravno to poanta naši družbi, ki kar naprej hoče sekati svoje korenine in potem misliti, kako je fajn, ko gre naprej, lahko ravno pomagaš, ne, na tak način. Tako da, ja, odgovor na vaše vprašanje je čisto v redu, se lahko duhovnik počuti, je pa res, da je treba imeti kar nekaj, se mi zdi, enega poguma morda, ene odločnosti, ene trdote tudi v dobrem smislu, ker moraš biti pač pripravljen danes na vse. Ne. Ni se prijetno po Čopovi ulici sprehajati ali pa tlele dol po Novogoriškem trgu v Kolarju. Ne. Tako da moraš pač vedeti, kdo si, kaj predstavljaš, biti na to ponosen in od tam naprej pa gre vse v redu. To je tisto, kar smo že omenjali, vprašanje identitete v današnji družbi. Trdna identiteta nagovarja danes in je pač treba Gospoda prositi za njo, ne, biti trden v svojih prepričanjih, v svojem poklicu in se tega držati. Ko smo že pri vesoljni cerkvi še trenutek, bi vas rada nekaj vprašala, že res, da duhovniki ne smejo ne o škofih, ne o kardinalih, še toliko manj papežu, ničesar slabega, ne. Pa nekaj vseeno o magisteriju papeža Frančiška, ki bi rekla, nagovarja, kot je že mogoče tudi Janez Pavel II, ampak verjetno še bolj, tudi nekatoličane, nekristjane, se recimo dotika v svojih pridigah, nagovorih tudi splošnih tem, ki so sedaj aktualne, recimo varstvo okolja, migracijski tokovi, odpravljanje neenakosti v družbi in prizadevanje za mir v svetu. Ima pa v cerkvi, ali vsaj tako zgleda, v nekaterih krogih cerkve tudi kar nekaj nasprotnikov. Kako si to razlagate? Ja, če te vsi samo hvalijo, je nekaj narobe, ne. To gotovo drži. Zdaj morda pri papežu Frančišku je zanimivo to, da bi morda pričakovali več pohval od tam, kjer jih pač pričakujemo, ko gre za papeža, to je strani vernikov. Ne. Je pa, veste, to je strašansko kompleksen odgovor, namreč, kdo je vernik, ne, danes, kdo je vernik? Se sami vemo, kako se tolažimo, pa pravimo, vse važno je, da je dober človek, ne. Tudi če ne gre v nedeljo k maši. Zdaj, koga bi moral papež poslušati? A uneka hodijo k maši? Kaj pa uniki imajo kar neko trdno vero, ko se pogovarjaš z njimi, ampak se jim je pa morda cerkev zamerila. Ali pa so enostavno leni, pa se jim ne da udeleževati verskega življenja. Ali pa tisti, ki se jim je še enkrat cerkev upravičeno zamerila. Ne? Tudi tega imamo kar dosti.
tudi zamer do cerkve so lahko upravičene zamere. Ne. Potem imamo na drugi strani spet morda vidik tega, da je treba oznanjati ljudem, se pravi, da je treba iti ven. To je poanta evangelija. Sveto pismo se praktično zaključuje z navodilom pojdite, oziroma evangelij, ne, pojdite po vsem svetu in oznanjajte evangelij. Ne. Jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Pojdite in krščujte, oznanjajte. Se mi zdi, da enostavno ne bomo našli primerne osebe, ki bi vsem ustrezala. In papež Frančišek ima svoj način, ki je nedvomno Evropejcem nekoliko bolj tuj in s tem morda tudi ni nič narobe. Mislim, da kar je potrebno je to, da vsak v svoji vesti prepoznava zadeve, ne, in to zdaj ne mislim tega tako malo, jaz pa v svoji vesti vem, kaj je prav, ampak da se dejansko človek poglobi, se bomo teh vprašanj recimo gotovo še dotaknili, ne vem, damo primer nedavnega navodila glede blagoslovov istospolnih parov, tam je bil recimo upor cerkve zelo velik, vsaj po moji oceni. In potem se je treba vprašati, a sem preštudirala vse, a sem se poglobila, ali sem verjela temu, kar je bilo povedano na Radiu Robin, ko sem se peljala iz službe. A je to vse, kar vem in zdaj sodim svetega očeta. To se mi zdi, ne, da je treba vsako zadevo posebej predelati. Ali pa naprimer, da vzamemo odnos do migrantskega vprašanja. Sveti oče in migrantsko vprašanje je zelo zanimiva tema. In potem, ko vidiš, kdo je Frančišek, kdo so njegovi starši, kdo so njegovi stari starši, hitro razumeš, zakaj on dejansko morda ne odgovarja najbolj temu, kar bi si Evropejci želeli, ko gre za migrantsko vprašanje. Ampak morda mu tudi ni treba v tem trenutku, zaradi tega, ker je on pač zdaj trenutno postavljen, nekaj reši, nekaj naredi, nekaj pove in potem bo prišel nekdo drug in pred njim je bil nekdo drug. In se mi zdi, da je v tem čar tudi katoliške cerkve, da prepoznavamo, da enostavno so zadeve, ki nam ustrezajo, ki nam ne, tudi pri svetem očetu se je zdaj pojavil isti problem, ampak naj spomnim, da je imel Janez Pavel II. Močno opozicijo v cerkvi, samo da ne v naših krajih, je imel pa izjemno močno opozicijo v krajih na Nemškem. Izrecni upor škofovske konference v 80. letih prejšnjega stoletja. In vsak, ki je malo spremljal dogajanje v cerkvi v času Benedikta XVI., se bo spomnil, da je bila opozicija zelo močna. Morda bolj z tiste oddaljene strani, ne? Ta star stric, ki se tam oblači v rdeče čevlje in v zlate plašče. No, zdaj se je zadeva pač obrnila in naslednjič se bo spet obrnila. Tako da jaz mislim, da tukaj včasih smo malo preveč senzacionalistični. Sveta cerkev gre naprej, ko greš malo zgodovino preštudirati, vidiš, da je bilo že marsikaj, pa smo kar v redu še pravzaprav trenutno. Smo imeli dosti hujše probleme, že kdaj v cerkvi, kjer smo imeli svete očete, ki dejansko niso na noben način ustrezali temu, kar naj bi sveti oče bil, pa je sveta cerkev kar preživela. Pa v tistem času taki sveti očete so celo izumili kaj takega, kot danes poznamo kot najbolj razširjeno marijansko molitev. A veste, to je potem pod črto. Pod črto so zadeve veliko bolj zanimive. Se mi zdi, da ni dobro posploševati pa ekstremizirati nobene teme tudi v cerkvi. Mogoče še o škofovski sinodi par besed, ki poteka, škofovske sinode so bile ponavadi v dometu škofov, in vezane na določene teme. Papež Frančišek pa je izbral to novo obliko, pri kateri so udeleženi tudi verniki, smo bili že v prejšnjih letih in tudi še bomo. Se vam zdi to priložnost, mogoče celo zadnja priložnost, da uskladimo vse te aspekte v cerkvi, ali pa je, kot so nekateri rekli, tudi nekateri sami verniki, ki imajo že določeno službo v cerkvi, da je to samo le še dodatna obremenitev, ki ne bo ničesar prinesla? Ja, to je spet eno tako zanimivo vprašanje. Hvala lepa zanj, se mi zdi dobro govoriti o teh stvarih. Jaz nič ne skrivam, da sem zelo skeptičen do sinodalnega dogajanja. To sem večkrat tudi v kakšni kolumni zapisal.
Namreč, kaj je problem? Ne namen svetega očeta, ta se mi zdi čisto v redu. Problem sinodalnega dogajanja je, da noben po 3 letih še zdaj nobeden ne ve, kaj to je sinodalnost in kaj je to sinoda. Me prav zanima, če bi vas zdaj vprašal, kaj je to sinoda, bo kar nekaj debatirajo. Ne. To bi bilo največ verjetno. Je pa, a veste, spet ni samo za kritizirati, ne. Včasih je krožil ta vic, ne, da je, ne vem kako točno vic gre, ampak poanta je bila ta, ne, da če bi slučajno kdo kopal po mizi Janeza Pavla II. Ene par mesecev pred sinodo, bi verjetno že našel zaključni dokument. Se pravi, grenek vic, ki je kritiziral občutek cerkve, tako v splošnem, pastirjev cerkve, duhovnikov, škofov, da se je šlo neke sinode z nekimi temami, kjer je bilo vnaprej odločeno, kako bo odločeno. Spet ena kritika, ki smo jo izgubili izpred oči, ker se toliko ubadamo z aktualno situacijo v cerkvi. Tudi takrat je bila močna opozicija. In zdaj trenutno smo pa v tem sinodalnem dogajanju, kaj pa vem, se mi zdi, da je en poskus, morda bo na dolgi rok tudi uspešen, ki poskuša dopovedati cerkvi, predvsem pastirjem cerkve, da se je vendarle treba res ozirati na mnenje tudi drugih. Ne. Se mi zdi, da to ni slaba ideja, zaradi tega, ker cerkev, posebej klerikat cerkve, duhovniki, pastirji, smo zaradi življenjskega sloga, zaradi načina razmišljanja, zaradi dokaj, po moji oceni, dokaj velike oddaljenosti od realnih skrbi človeka tega časa, marsikdaj neobčutljivi na realna vprašanja tega časa. Samo enkrat bi duhovnika morali poslati s 3 otroki k maši, pa bi od tiskrat naprej pa kroti 3 otroke tam in od takrat naprej bi bile pridige 6-minutne. Samo en tak primer, ne, se vem, da bi zdaj duhovniki bi me zakurili nekateri, samo dejansko je tako. Peleš enkrat nečake k maši, pa jih krotiš tam, od takrat naprej se zavedaš osnovne, tudi brez veze, tudi bizarnost, kako težko je včasih biti z majhnimi otroki pri maši. Ne. Dam samo en majčken primer. In zdaj na vseh teh področjih dejansko malo povprašati vernike. Zdaj na drugi strani je pa druga težava, da cerkev pa ni demokracija. Cerkev je monarhija, v kateri monarh srečno vlada, ne, kot se felicite regnantis. Ne. In ta monarh ni papež, ne, če kdo to mislil, ampak je gospod Bog, ne, in njegov večni nauk. Papež je pa glavni interpret tega nauka. In zdaj se mi zdi, da pogovora v cerkvi dejansko manjka, na drugi strani demokracija tudi ne moremo postati, ker so že nekateri pred stoletji in skozi zadnja 4 stoletja poskusili imeti demokracijo in so tam, kjer so. In ni ugoden ta položaj, kjer so se znašli, recimo naši bratje po veri protestanti. Ne. Po Evropi, na primer, je še manj ugledna situacija, kot pa situacija katoliške cerkve. Se pravi, da tukaj noter je treba najti eno ta pravo mero in glede na to, kar se vidi iz Vatikana, naj opozorim, recimo 2 meseca nazaj, je Vatikan zopet nekoliko prizemljil nemško sinodalno pot. To se pravi, da Vatikan ima svojo sinodalno pot, o kateri smo zdaj govorili, Nemci se grejo recimo neko svojo sinodalno pot in to sinodalno pot Vatikan stalno tlači navzdol, zelo jasno, tudi Sveti oče zelo jasno, proti, prav direktno proti. Tako da jaz tukaj nisem v skrbeh, da bi se cerkev tukaj nekako spustila s povodca. Je pa zanimivo, a veste, zelo zanimivo tudi po celinah spremljati problematike cerkve. Ne. Afriška celina je imela popolnoma druge probleme kot pa evropska celina. Ne. In zdaj tukaj bo treba najti znotraj katoliškega nauka ene ta prave rešitve. Kot rečeno, poslušati ljudi na eni strani,
Je pa tudi to problema, veste, zdaj, če bi vas dal zdaj na pol, ne, ravno na pol bi vas lahko dal verjetno. Eni bi želeli bolj strogo, eni bi želeli bolj modernizirano, ponavadi je tako. Zdaj, kam bomo tukaj prišli, pa ni čisto jasno. Preidimo sedaj še na slovenska tla. Kakšno se vam zdi stanje duhovnosti in vernosti na Slovenskem, to pri nas doma? Je mogoče tudi tukaj res, da smo v prejšnjih desetletjih vsi hodili k maši tudi nekoliko bolj iz navade, ne? Če so starejši družinski člani, so potem tudi avtomatično mlajši družinski člani hodili k maši. Sedaj pa verjetno bolj tarnamo, da so cerkve prazne, tisti, ki so prisotni, pa so mogoče bolj prepričani, bolj motivirani. Ja, to je ta stalna tolažba, ne, se rečemo, ja, se kvantitete ni, je pa kvaliteta, ne, to se zmeraj prepričujemo, pa v bogoslovju v Ljubljani se to govori, ne, vse je kvantiteta, vse ni kvantiteta, je pa kvaliteta, pa se to v cerkvi prepričujemo in tako naprej. Zelo različno je po Sloveniji. Jaz sem zaradi mojega študija v Rimu, nisem imel svoje župnije, dokler me ni škof poslal v Vipavo. Pa tudi zdaj, ko sem nekako stacioniran na župniji, velikokrat doživljam tole, ne, grem po celi Sloveniji praktično, pa v mladinske skupine, pa predavanja, pa župnijski misijoni, vseh sort je. In potem res srečaš ta zelo, zelo različen utrip slovenske dežele. In ta je tako zelo kompleksen, da ga je težko opisati, ne. Ponekod so že politični dejavniki tako globoko zasidrani, da je potem, recimo, da je cerkvi bore malo ostalo. Ne, se že, če Primorsko pogledate, vemo, kateri kraji veljajo za kraje bolj neke barve. Ne, ne bomo rekli, kere barve, ampak neke barve. Ne. Tako rečemo, ne, ta cerkveni. Ne. Na drugi strani imamo neko, ne vem, idrijsko-cerkljansko, naprimer, pa gor tolminsko, kjer še zelo vztraja, ne, to, kar ste vi opisali, recimo, bolj tradicionalni duh. Potem imamo tukaj le dol, recimo po Vipavski dolini, pa v Goriško, ne, koliko zanimivih situacij. Ne. Imaš župnije, ki nimajo župnika, pa so čisto prave župnije, čeprav niso več župnije, ne, vse življenje noter, mlade družine pri maši. Tudi jaz v Vipavi, ne, jaz sem navajen italijanskega sloga, ker sem bil toliko časa v Italiji, dol je šele prazno, pa se oni štejejo za bolj katoliški narod kot mi. Pa je Rim, ki spada pod italijanski jug, tako, ne. Recimo v Vipavi je meni veselje stopiti ob 10. uri v nedeljo pred Gospodov oltar, se obrniti k ljudem, reči, Gospod z vami, moram kar močno razširiti roke, da vso tisto nabrano množico zajamem, ne. Je treba dodatne obhajalce uvajati, da pridemo nekako eni normalni uri čez, ne. Potem se pravim, samo mečken gor, ne, iz Vipave, če si predstavljate, gledamo zdaj z Gorice proti Vipavi, pa si predstavljajte, gledaš malo bolj desno iz Vipave gor, ne. Je pa, ko sem bil na pastoralni praksi v eni od župnij na Krasu, sem sam videl, kako je župnik nabiral nakup, da je za svojega modusa bencin plačal, ne, recimo zdaj ta finančna plat, se prav videlo, da je župnijsko uboštvo, župnikovo in župnijsko uboštvo bilo prisotno in tu krasnega duhovnika, ki so ga ljudje zelo radi imeli, ampak enostavno ljudi ni bilo. Tako da to je zdaj stanje duha. Potem je pa še Ljubljana, recimo, jaz pač službeno veliko v Ljubljani, tam tudi, ne, naprimer, mladinska pastorala zdaj zadnje 2 leti živi, kakor dolgo ni živela v Ljubljani. Jaz, ko pridem v Ljubljano, ko predavam študentom, imam pred seboj male množice. In tu ne jaz, ampak pastorala je močna v Ljubljani, naprimer. V Mariboru pa komaj obstaja. Ne. Skratka, se mi zdi, da kdor želi danes, ima veliko možnosti. Ne. Ljudje smo se pripravljeni peljati do Palmanove, zato da greš v nakup vemo česa. Ne. Mislim, da bi tudi pri veri morali biti pripravljeni, da se pač potrudimo in ne vsak zase za svoje stanje duha poskrbi. To je danes možno. Ne.
ker hkrati, ko nismo več tako tradicionalna družba, tudi nismo več tako zelo vezani na neko okolje, ne? In se da najti v župnijskem življenju, se da najti vse osnove, v katerikoli župniji, kdor potrebuje več, ima vse možnosti. Tako da tudi naša stanje duha je, to hočem povedati, fluidno, ne? Pretekajoče se, kdor želi, najde, kdor je len, lahko len ostane, in če je zadovoljen, o tem pač ne bo o tem zadovoljen. Kdor išče več, bo našel več. Ne? Tako se mi zdi zelo v redu, da sploh ne govorimo o tem, da katehetičnih možnosti, izobraževanja v veri, dostopa do informacij nikoli nismo imeli tako močnega kot danes. Danes ti je na dosegu roke praktično vse. Danes lahko kateheze, izobraževanja v veri, vse najdeš tudi na internetu, niti ni treba se peljati kam. Ne? Tako da to je to. Zdaj stanje duha pa težje merimo tudi zato, ker spet, kdo pa je veren, ne? Kdo je veren? A so vsem nedeljniki verni? A je še kdo veren na tem svetu? Tako, v splošnem pa gotovo velja, ne, to pa da ne bomo zdaj tako samo pozitivno, v splošnem pa seveda velja, da sekularizem je močan in to predvsem zato, se nima smisla zatiskati oči, ker današnji človek Boga ne potrebuje oziroma misli, da ga ne potrebuje in ima za to dobre razloge. Ljudje danes zelo dobro živimo, se sicer stalno pritožujemo, ma v bistvu zelo dobro živimo in zakaj bi potreboval večno življenje, če ti je pa že v tem tako lepo? A ne? Mislim, vse so, marsikdo ima zelo težke življenjske situacije, ampak v splošnem kot družba pa živimo dobro, ne? Zelo dobro živimo in to se predvsem pozna mladini. Na eni strani taka tema življenjskega smisla, po drugi strani pa toliko penga pretvarjanja, da smo zadovoljni in tako naprej. No, tukaj noter, tako enih par dejavnikov. Če ne potrebujemo Boga, toliko manj potrebujemo duhovnika, ali smo duhovnika nadomestili s psihologom, kar je paradoksalno, ker psihologa moramo plačati, duhovnik pa spoveduje zastonj. Torej, do ene mere gotovo, ja, zdaj tudi spoved, a veste, kaj je zakrament spovedi, se vidite sami, ko greste v spovedi, koliko možnosti je, ne? Koliko možnosti je pri zakramentu spovedi. Včasih duhovniki spovedujemo kot na tekočem traku, ne? Kakšenkrat je spoved tudi to, kar ste zdaj imeli v mislih, se pravi, da je znotraj tega tudi pogovor, duhovna opora in tako naprej. Tukaj smo tudi na področju prenove, se mi zdi. Ne? Pri spovedih je kar velika prenova, se dogaja zaradi tega, ker odpadajo počasi tiste spovedi, ker je samo treba in potem se ti dogaja, da imaš tretjino spovedancev, ki pridejo sem zato, da je narejeno, kot mora biti, ne? Kot me je mama učila, da je treba iti. Imaš tretjino spovedancev, ki pridejo tudi zelo pripravljenih spovedi in tudi pridejo iz neke navade. Pa imaš pa vsaj mi tamle v Logu pri Vipavi, duhovniki spovedujemo kot po tekočem traku zdaj po covidu, nas spoveduje 9-10 duhovnikov recimo hkrati in nismo folgali, kot se rečejo v našem narečju doma, zdajle pred Božičem. Nisem prepričan, če smo vse spovedali. Tako da smo tukaj noter, in to sem hotel reči, ta tretja, ko pride pa nekdo reče, ja, in jih je veliko takih, mene pa 10 let ni bilo k spovedi, ne? In potem moraš reči nazaj, saj jaz rečem, dobrodošli doma, ne? Dobrodošli nazaj, kot izseljencu, ne? Ki se vrne nazaj. To, odgovor na vaše vprašanje, ja, do določene mere gotovo, že statistika to kaže. Mnogi so se čudili, zakaj je vlada povečala vpisna mesta na psihologiji in dejansko jih je morala vpisati, ker se zmeraj več tega potrebuje. Ne? Psihologi niso in niso brez dela, tako je. Tako da ja, do ene mere je to nadomestilo. Zdaj, zakaj je temu tako, je pa drugo vprašanje. Veliko razlogov je za to. Od tega, da ljudje enostavno ne pristajajo na neobčutljivost duhovnika, ne? Ker psihologa sicer plačaš, ne? Je pa to tudi človek, ki ti bo potem z velikim interesom prisluhnil. Ni rečeno, da je bilo zmeraj tako, ko se nekdo srečal z duhovnikom. Ne?
Potem ena druga zadeva je tudi, da enostavno v določenih primerih mi danes nismo sposobni pomagati, ker je veliko primerov ljudi, ki enostavno potrebujejo strokovno pomoč. Tudi meni se to dogaja, da pride človek s tem in onim problemom in jaz moram v enem trenutku reči, jaz vam lahko prinesem Božje odpuščanje, jaz vam lahko tudi povem, kako uskladiti vaše življenje s Kristusovim naukom, imate pa tudi ta problem, ki se meni zdi potreben strokovne obravnave. Ne. Tega je tudi veliko danes. Da sploh ne govorimo o tem, da šole skoraj da še bolj kot učitelje, ki jih zelo manjka trenutno, pa profesorje, rabi svetovalne delavce, pa specialne pedagoge. Se pravi, da se nam tudi pri mladini to dogaja, da rabimo vedno več strokovne pomoči. Evo, tukaj noter se gibljamo, sekularizacija je pa boter vsemu temu, gotovo. Tako da, jaz pa moram pa reči, da ko ljudje nekako zavohajo duhovnika, ki jim je pripravljen prisluhniti, ki ima tudi še, zato to je, ne, duhovniki se v povprečju staramo, moraš biti spočit, moraš biti zadovoljen, moraš biti srečen sam pri sebi, moraš biti na en način mlad, tako in drugače, da si lahko ljudem v resnično oporo, ne, ker pridejo pač, in to je zdaj, to mislim, da smo v povprečju, smo duhovniki, s tem sebe ne štejem zraven, ker bi bilo neprimerno, da bi zdaj tale mladenič tukaj se pritoževal, ampak jaz razumem naše duhovnike, da enostavno ne zmoreš vsega več, ne zmoreš vsega, narediš, kar se še da narediti in to je to. Pa se pa odpre vprašanje, če tam mladi dovolj mignemo, ampak to je pa že naslednja tema. Prav kar se tiče mladih, vi ste veliko v stiku z mladimi, bodi si v župniji sklepam, kot tudi v šoli in na fakulteti. So res ti mladi tako brezbrižni, jih nič ne zanima, se ne zanimajo za vero, se nočejo vključiti v nobeno dejavnost, jih ne zanima politika, jih ne zanima skupnost, ali je to samo tako opis, ki ga dajemo mi starejši in v resnici pa si postavljajo določena življenjska in verska vprašanja? Torej spet zelo različno. Moja izkušnja je, ki pa ni merodajna, vsaj ne popolnoma, ker seveda delam na škofijski gimnaziji, kjer je že statistika drugačna. Jaz tam srečam zelo, zelo dobre mlade. No? Jaz imam te naše dijake iskreno rad in so mi v vedno nov, ne vem, navdih, ali kako se temu reče, malo patetično zveni. Ampak res, ravno oni dan sem doma, v pričo domače moje družine popravljal eseje. Ne. Jaz jim ne dajem odgovorov na vprašanja, ker to imajo pri drugih predmetih, pri meni pišejo eseje. In smo se potem na marsikakšno zadevo nasmejali ali pa se skupaj čudili globini tega mladega človeka in zanimivo posebej fantov. Ne. Fantje, ko enkrat ne rabijo več igrati frajerje pred ostalimi, kar ga ne rabijo igrati, ker so sami pred listom papirja in sami pred temo, ki so si jo sami izbrali izmed tem, ki sem jih jaz določil, in ne rabijo igrati frajerja in pokažejo globine svoje misli. In jaz sem kakšen esej moral 3-krat brati, nekatere zaradi slovnice, nekatere pa zaradi vsebine. 3-krat. Pa nobenega akademskega teksta ne berem 3-krat. Tako da mladina je zelo zanimiva, kar se tega tiče. Je pa res, da kar mi pa mladi pravijo, in tukaj imam pa največ vpogleda prav v stanje v Novi Gorici, je pa stanje porazno. Ko ti mladi, ki jih pa bolj v župniji, seveda srečujem, ki jih srečujem v župniji, ki so seveda v šolah, nekateri so na škofijski gimnaziji, potem je pa cel kup mladih, ki seveda obiskujejo šole tukaj, predvsem poklicne šole. In ko govorimo o mladih, ki imajo nekako srce odprto za vero, pa hodijo na kakšno sumljivo šolo, predvsem seveda hodijo v to smer, nekaj malega tudi v Postojno, pa v Ljubljano, tam pa se srečujem s kar precejšno plitvino odnosov,
plitvino človeškosti, vsaj oni tako opažajo, žal tudi plitvino slovenskega jezika in slovenske kulture. Tako da ne vem, zaradi tega imam jaz veliko upanje z našo gimnazijo, če sem čisto iskren. In veliko upanje, da se bo enkrat slovenski pedagoški sistem prenovil, da bomo nehali biti tak socialistični, ta mastodon šolskega sistema, ki še zmeraj funkcionira kot leta 60 v osnovni obliki, in pustili šolskemu sistemu in pedagogom, da odprejo krila. Ker enako kot v slovenskem zdravstvu imamo popolnoma enake pritožbe strani slovenskih pedagogov na vseh stopnjah. Ogromno birokracije, ogromno ubadanja starši, tam v unem primeru pa s kom drugim, kjer ne uspeš vzgajati mladih. Zdaj, vzgoja je pa seveda relativna beseda, kdo si kako vzgojo predstavlja. Ampak mi imamo to srečo, naprimer na naši gimnaziji, da je to katoliška gimnazija in se ne rabimo ubadati s tem, kakšna vzgoja bo. Tudi ateist, ki vpiše svojega otroka na našo šolo, ve, kakšne vzgoje bo deležen in se mora s tem strinjati in je to vse super. In ponovadi so ateisti najbolj zadovoljni z našo šolo, bolj kot pa katoliški starši, ki pričakujejo več, kot je bilo dano. Se pravi, tlele noter smo. Se mi zdi, da če to mladino pravilno zanimiraš, če jim daš pravilne možnosti, če si jim tudi nekako, kaj pa vemo, en zgled, ali pa da jim uspeš priti blizu, je to lahko ta mladina razpre krila. In opažam, da so naši dijaki zdaj bistveno bolj tolerantni v dobrem smislu, na nek način manj hudobni, kot smo znali biti mi. Bolj so jim jasne na zadeve, manj rabijo testirati neke družbene norme. Ravno zdaj ta teden sem se ubadal s tem, kdo je vrgel eno močno petardo v enega od vipavskih smetnjakov, da je vse razgnalo. In sem ugotovil po moji raziskavi, da naših ni bilo zraven, to je bilo meni pomembno. So vedeli, kdo je bil, ampak naših ni bilo zraven. Hočem reči, da nam takrat to ni bilo čisto jasno, recimo mi smo rabili tukaj malo testirati možnosti. Se mi zdi, da če tej mladini daš možnost, ampak te možnosti večkrat nimajo, da lahko razprejo krila, so to globoke, oblikovane osebnosti marsikdaj, lahko so pa tudi čisto popletvene. Jaz se spomnim, ko nas je imel gospod Bogdan vero in kulturo takrat, on je dal enostavno možnost, da smo debatirali. In Bogdanu si lahko rekel praktično karkoli in on je zahteval razloge za to. Po moje tudi, če bi ga užalil. Ampak, in smo se ravsali praktično na pedagoškem nivoju takrat, pa je bila tema splav, pa so šle unete hude v luft. Profesor pa mirno nazaj, kar dej iz sebe. In ko smo imeli obletnico mature, smo se tega spominjali nazaj, ne matematike, fizike pa tako naprej. Tisti, ki so jih potrebovali naprej, absolutno. Vsi smo se pa spominjali tega, da smo znali skupaj rasti. No, to bi, če damo to možnost mladim, marsikaj pokažejo. Pravkar marsikaj pokažejo in je marsikaj dobrega. Tudi v cerkvi imamo skavte, animatorje v župnijah. Stična mladih je vedno zelo dobro obiskana. Pred nekaj tedni je bilo tudi v Ljubljani tezejsko srečanje evropsko, na katerem je bilo soudeleženih veliko mladih. Kako pa, da ne najdejo medijske pozornosti? Se govori samo o slabem, o zlorabah, o femicidih, tudi v Italiji recimo imamo veliko teh slučajev, tudi nasilja v šoli in tako. O tem se veliko govori, o tem, kar je dobro, pa ne. O tem srečanju v Ljubljani, če bi mogoče predsednica republike ne bila tam prisotna, bi se ga sploh ne omenjalo. In tudi tako je bilo malo o tem. Ja, to je pač, se mi zdi zelo pomembno vprašanje, odgovor pa itak vsi poznamo, je treba, se bom povedal, kaj je odgovor, ampak verjetno je že vsem jasno, kaj je odgovor. To je notranji dogovor v našem narodu, predvsem pa notranji dogovor med privilegiranimi kastami in pa med opranoglavci, ki opravljajo poklic
izobraževanja tistih, ki bodo naprej izobraževali. In s tem mislim pedagoge in s tem mislim novinarje. To je en zelo kritični del. Imaš enostavno predvsem na visokih mestih, to lahko povem tudi iz lastne izkušnje kot tiskovni predstavnik, imaš na visokih mestih ljudi, ki so enostavno proti. In to je to. Pač cerkve nima kaj biti zraven. Torej, zdaj je leva stran zaploskala, desna pa ne. To je ena zadeva. Druga zadeva, veste, zdaj pa popravek prve izjave je pa ta. Velika večina delavcev v medijih je pa čisto v redu ljudi na drugi strani. Vendar, ker smo hierarhično oblikovani, če se le da, in to na pol partijsko oblikovani hierarhično, se hierarhija ni slaba, ampak partijska hierarhija je pa problematična. In če smo rekli, da so na vrhu taki, kot so, je tisti, ki je spodaj, se pravi novinar, v službi. In tako kot nekdo uboga šefa oddelka, ki vodi oddelek v neki firmi, tako kot se uboga direktorco nekega segmenta, tako kot jaz na vse zadnje ubogam hierarhijo cerkve in njenega učenja, ker sem zato tudi postavljen, s tem, da to je drugačen primer, seveda, ker gre za stvari, ki dejansko držijo. Tako tudi novinarji, veste, so podplačani, marsikateri novinar je na minimalni plači, to niso ljudje, jaz se čudim, da ljudje sploh grejo v novinarstvo s temi človeškimi očmi. Tisti ljudje, ki jih vi gledate ali pa tisti, ko berete kakšne članke, ti navadni v dobrem smislu novinarji, tudi tam ni kakšnega bogatstva. Tu moraš imeti veselje do tega, jaz to razumem, ker sem zmeraj imel veselje do tega. Jaz sem mal čuden, pa kar mal pišem, pa kar mal kaj spravim skupaj za v javnost, pa tako naprej. Tu moraš imeti malo v sebi. Bogatstva tam ni. S tem, da jaz imam polno drugih služb, nisem novinar, seveda sem pa nekako službeno zdaj pridružen v ta ceh. Kdor je pa pač v službi in dobi svojih 900 tisoč evrov na račun, doma pa 3 otroke, a veste, pač napiše tako, kakor se pač najboljše napisati da. In jaz do zdaj, je res, da nimam prav dolgega staleža, sem pa bil praktično v vseh študijih, omembe vrednih študijih v Sloveniji, razen, še nikoli nisem bil kot tiskovni predstavnik povabljen v tisto grdo črno stavbo v Ljubljani, z izjemo dokaj nišnega, ampak zelo dobrega programa Ars in pa koprskega studija. Ta dva sta edina studija, kamor sem jaz službeno stopil kot tiskovni predstavnik. Čeprav je bilo v zadnjem letu ogromno enih zadev, ki bi jih bilo treba komentirati iz cerkve, pa javna molitev rožnega venca, pa tejzejska molitev, pa je bilo na vse zadnje takrat, ko se je povezovalo cerkev s tistimi zastavicami na Kongresnem trgu. Pa cel kup takih reči je še bilo. Niti enkrat nisem bil povabljen v nobenega od centralnih studijev tiste stavbe. Na Pop TV-ju sem bil, v radijih sem bil, povabljen sem bil sicer ne v studio, ampak k sodelovanju v enem od imperijev, ki so se oblikovali v slovenskem medijskem prostoru, vse povsod. In z vsemi sem zelo dobro sodeloval, samo nekam nisem bil nikoli povabljen, kamor bi po zakonu oziroma po pravilnikih moral biti, ampak to pustimo. To je to, lejte, tle imamo to težavo. In v bistvu je moja izkušnja ta, da medijski prostor v Sloveniji in zakaj se ne poroča, nam manjka tudi kristjanom zanimanja za te zadeve. Mi bi morali zdaj vsakeč, ko vi slišite en kvaliteten prispevek iz življenja cerkve, s kakšnim mailom pohvaliti tega novinarja pa glavnega urednika. Glavnega urednika, ki je bil morda proti celo, ampak je pač spustil za ceno, ne vem česa, zadevo skozi. Tako sem jaz naredil recimo ta teden, ko je bil prispevek o papeževem govoru diplomatom in je gospod Petrovec, ga vsi poznate, pripravil izjemno kvaliteten prispevek na
v naši nacionalni hiši RTV. In sem mu napisal, izjemno dobro narejeno, čudovito, sem bil vesel, da se to predstavi. Tako da zadeve niso čist črno-bele, rešitev je pa na dlani. Eni delajo, kar je pač treba delati, drugi pa ukazujejo, kaj je treba delati in med tistimi, ki ukazujejo, so zadeve pač take, kot so. Se nimamo kaj tukaj le pretvarjati, tako je. Ko smo že pri medijih, verjetno ni torej prav slučajno, da so vas imenovali za tiskovnega predstavnika Škofovske konference. Kako je prišlo do tega, kako doživljate vi to funkcijo in kako da je tako potrebno v sodobnem času, da ima tudi cerkev tiskovnega predstavnika? Ja, sej to ni nič novega, ne, sej poznamo ime Tadeja Strehovca, poznamo ime Andreja Sajeta, za katerega po moje večina Slovenije še zmeraj misli, da je tiskovni predstavnik cerkve in so zgrešili dejstvo, da je zdaj vmes že vse prej kot to, ne? Ampak nekako, če se ne znajde, če ga ne spustijo kot šefa slovenske cerkve v nekem smislu v medije, ljudje nimajo od kje prepoznati, so se pa zadeve tako spremenile, da danes smo na ignor, ne, kot se reče. Ko je bil gospod Sajet tiskovni predstavnik, je bil pa po 3-krat na teden v studijih in v nobenem primeru zadeva ni bila v redu. Takrat so gospoda Sajeta klicali zaradi tega, da so ga tam faširali, ali kako naj rečem, ne. Danes je ignor, ne. Do sem smo prišli, se pravi ne povabijo, nobeno od teh, to sta obe rešitvi sta ekstremni, vsaka v svojo slabo stran. Tako da to hočem reči, tiskovno predstavništvo ni nekaj novega. Zdaj, jaz kot rečeno sem pač malo čudaški glede tega, jaz kar kaj, če imam čas, kar kaj spišem, ne. In tako se je začelo moje sodelovanje s portalom Domovina takrat, čistko slučajno, zaradi tega, ker mi en članek na njihovi spletni strani ni bil všeč in sem spisal protikolumno in potem sem dobil nazaj, hvala, bomo objavili, naslednji mail je pa bil, ali bi pisali za naš portal, ne, tako se je začelo in se je zdaj nabralo skoraj 150 prispevkov, ne. To je eno, druga zadeva, moralna teologija, kot sem rekel, to so vprašanja, ki jih je kar naprej treba odgovarjati in posebej katoliški mediji so se nekako kmalu po moji licenci, ne, se pravi dovoljenju za učenje moralne teologije, to je po 2 dodatnih letih študija v Rimu, so se nekako, kaj pa vem, obesili name, ne. Zato imajo zdaj Vipavci to grozljivo izkušnjo, da pridejo k maši, pa gledajo mene, grejo od maše, poslušajo poročila, poslušajo mene, pridejo domov, odprejo televizijo, vidijo mene, sem zadnjič dobil sporočilo, ravno v tem postopku in pa mi je ena gospodična napisala, zdaj grem pa iskat v hladilnik nekaj, upam, da te ne najdem še tam, a ne. Tako no, ampak hočem povedati to, da mi ni bilo neznano to delo, kar mi je bilo neznano, ampak to se pa da z enim primernim dobrim odnosom in naklonjenostjo do novinarjev, ta pa pri meni nikoli ne zmanjka, kot rečeno, ko mene novinar pokliče, najprej slišim osebo tega novinarja, ki nekaj potrebuje, zato da bo dobro opravljal svojo službo. Jaz pa k temu dodam še mojo potrebo, mojo željo, ugrajeno v duhovništvu, v potrebi po evangelizaciji, to je temelj. Nadgradnja tega temelja je pa potreba potem, da se nauk cerkve, situacija v cerkvi, evangelij na kakršenkoli način, zmeraj ko zreducirate, bo na koncu evangelij prišel ven, da se oznanja. Se pravi, da ko mene novinar kliče, tudi če mi postavi neko zelo sarkastično vprašanje na vse zadnje, ali pa če je razvidno iz njegovega vprašanja, da ne naklepa nič dobrega, jaz si zmeraj rečem, bodi prilično ali neprilično, tole je pač neprilično, kaj čmo, ampak jaz bom povedal, kar je povedati treba in biti dober s tem novinarjem. To je bilo novo, recimo, v tej vlogi tiskovnega predstavnika. Drugače pa, lejte, jaz sem skoraj skupaj padel, ko sem dobil to ponudbo, nikoli si tega nisem želel, zaradi tega, ker nikoli nisem niti pomislil, da bi bilo to mogoče. Moje osebno mnenje je tudi, da taka vloga bolj pristaja laiku kot duhovniku, čeprav zdaj po svojem, kaj pa vem, vsak ima svoje karizme, očitno, če Gospod Bog da talent, je pač treba ta talent izživeti, če ne
mu ga bom vrnil brez obresti. Ne, se pravi, v tem smislu v mojem moji konkretni situaciji očitno to tako drži. Po eni maši, veste, je škof Sajet takole gre ven, ne, jaz za njim pa pravi, če bi jaz bil pač tiskovni predstavnik škofovske konference, in pa sem bil, kaj? Pa sem se vzel nekaj časa za razmislek in tako, no, in sem potem to sprejel ravno zaradi tega. Jaz verjetno takrat, če ne bi šel v bogoslovje, bi zajadral v te teme, ne, oziroma v te vode novinarstva. Je pa vprašanje, kje bi potem bil danes. Ne. To pa. Ob koncu pa še, imamo tukaj moralnega teologa, ne moramo mimo tega, ne, in etičnih vprašanj. Zdaj, vi večkrat opozarjate, da ne moramo vsega dati v en koš, da pravzaprav je treba pozorno razlikovati med vprašanji, ki so povezana z bioetiko, s človekovim življenjem, pa druga vprašanja, ki so povezana s spolnostjo, recimo partnerstvo, istospolnost, transseksualnost, to so aktualne teme. Večkrat damo vse v en koš, imamo občutek in tudi politiki in medijem ustreza skoraj, da ni neke jasnosti, to so seveda zapletene teme, v katere se je treba poglobiti, prevlada pa ta nekako logika skoraj za ali proti, ne, ali smo moderni v skladu s časom ali smo še tako starinski. Ja, glejte, to je res, ne, današnjemu času to ustreza, zato ker naš čas je čas ekstremizmov. In zato jaz vztrajam na tem, da je treba mladini dati zelo močno identiteto, ker če ne jo najdejo kje drugje. Če pošleš v Ljubljano študenta, novega študenta, ki ne ve, kaj je in kaj bi rad bil, ga bo ta prvi družbeni delavec, kot se temu reče, na neki stojnici na Čopovi ulici, poklical, mu predstavil neko pravljico in bo to pravljico začel verjeti. Ta pravljica bi bilo tisto, kar ste vi na začetku omenjali, ne? O neki boljši družbi, do katere bomo prišli na nek tak ali drugačen način, ne? In to je pravljica, nič drugega. To se mi zdi, da se je treba tem ekstremizmom izogibati, ne? Da bi pa to lahko storili, je pa treba izobraževati, ne? Izobraževati. In tukaj resno, kot ste omenili, jaz zmeraj te naše teme jasno ločujem, ker so bistveno različne te teme. Vse teme bioetike so teme povezane s človeškim življenjem, s dostojanstvom človeške osebe in so vedno vezane, ali pa v večini primerov zelo vezane na bolj ali manj tragične situacije. Kakorkoli bomo mi govorili o splavu, kakorkoli govorimo o evtanaziji, kakorkoli govorimo o asistiranem samomoru, bomo v največjem procentu srečali težke življenjske situacije. In tako je treba s tem tudi delati. Jasno povedati, kaj je prav in kaj ne, vendar zavedajoč se, da so zadaj težke situacije. Ko gre za vprašanje spolnosti, je tudi veliko težkih zadev, še več je pa ene brezbrižnosti, enega iskanja življenjske sreče, ene svobode, ki na koncu ne pelje nikamor. In še ena druga tema iz te najrajši izločena, po mojem, so te novodobne teme, ne, se pravi to. In že tisti akronim, ki smo ga na začetku pravilno slišali, pravilno ste ga navedli, je prav to, ne. 60 let naše zgodovine, razvrščene po tistih črkah, in ti moraš biti za ali pa proti v vseh primerih. To ne gre, to je brez veze, ne. Ampak na tak način se v bistvu jemlje eno, drugo, tretjo skupino za talce, zato da potem k tistim prisloniš še eno novo, ki potem tudi pride skozi in se nam dogaja potem ta sumljiva prevlada manjšine nad večino, ne. To se mi zdi zelo pomembno ločevati te zadeve, potem so pa še družboslovne teme, kot sem že na začetku omenil, se pravi teme tako imenovane socialne moralke, tudi te zelo zanimive.
vse to zmeraj znova ločevati, pa zmeraj znova razlagati. Se mi zdi, da je kar problem, veste, to je res problem med kristjani, da mi vemo samo to, proti čemu moramo biti, zakaj smo proti, pa največkrat nimamo pojma. To se nam stalno dogaja. In to ni dovolj. Enostavno ni dovolj, da je nekdo proti ali pa da je nekdo za, ker to je točno sistem današnje družbe. Ti moraš biti zmeraj za. Mi smo pa pač potem zmeraj proti, pa nimamo pojma, zakaj smo proti. Ko bi 3 argumente imeli, že začepiš komu usta. Ne? Se mi zdi, kateheza, izobraževanje, vedno znova prilično, neprilično, pa ločevanje zadev, zelo, zelo pomembno. Zelo, zelo pomembno za to, da lahko kot družba nekako prosperiramo, napredujemo, pa predvsem, da bi kristjani bili izobraženi, pa da bi vedeli, kdo smo, ker če ne izgubljamo, tudi nismo kredibilni. Predvsem za mlade generacije nisi kredibilen, če si samo za ali pa proti. Moš imeti razloge za to, če ne zmaga tisti, ki je bolj všečen, pa ravno tako nima nobenih pametnih razlogov. Tako, najlepša hvala, dr. Kavčič. Jaz sem tako s svojimi vprašanji zaključila, ker je že 8:06. Sedaj pa bi tudi publiko povabila, da se vplete v naš pogovor. Vidim že eno roko, zdaj bomo dali mikrofon. Ja, najlepša hvala za priložnost, da gosta vprašam. In sicer vprašal bi sledeče. Kako je mogoče, da smo kot družba vidno tomemo v hipokrizijo in transhumanizem brez vsakega jasnega delovanja proti vsemu dvigajočemu zlu? Kje smo bili, ko je v Sloveniji končalo življenje preko 615.000 nerojenih, odkar se vodi statistika? Kje ob produktih umazanih z umori nerojenih, med drugim te, v katere prejemanje so prisiljeni naši najmlajši? Mar nismo podobno umazanih poizkusnih produktov proglasili za božji dar, ki ga mora prijeti vsak iz ljubezni do bližnjega? Naši davki in prispevki se uporabljajo za eugeniko, genetiko, dejanjem proti človečnosti, na obzoru je še pohabljanje mladih, morija starejših, nemočnih. Kot narodu nam je zelo verjetno bodočnost izumrtja že določena, kajti umorili smo več kot približno tretjino prebivalstva. Naj ob tem ploskamo ob temah o ogljičnem odtisu dosežkih znanosti, ki nas vodijo v vedno večje suženjstvo. Zakaj menite, da nihče ni začel ali dosegel pobude za uveljavljanje ugovora vesti, tudi za nas običajne državljane po 46. členu Ustave, proti posiljenju financiranja tega zla? Mar ni bilo dovolj zgolj govorjenja? Če sem prav razumel, ste imeli v mislih cepiva, ali? A sem prav razumel, ker je bilo tako? Ja, glejte, tle je več stvari. Cepiva pač, če gremo naprej, vemo, da so nekatera narejena na fetalnih celičnih linijah, to prejemajo naši otroci, vsaj 1-2, MRC5 in V38. Kar se pa tiče teh COVID-a, je bilo narejena, to je v bistvu po definiciji genska terapija, bilo narejeno pa vsaj preizkušeno na HEK293, ene so bila pa vektorska so bila pa narejena na tem. Kar se tiče pa statistika je pa znana. Tako je, to pa ja. Hvala lepa. Hvala lepa, ja. Lejte, jaz mislim, da je tukaj, bi se v marsičem strinjal z vami, kako smo kot družba to dopustili in ja, pač na vse načine. Jaz ne vem pravzaprav, kaj odgovoriti na tako vprašanje. Jaz mislim, da ena pomembna tema tukaj je, da so enostavno te teme prekomplicirane za običajnega človeka. Velikokrat vidim, da, glejte, jaz sem razlagal vsaj 20-krat sem razlagal celične linije, naprimer. Tudi sam nisem velik oboževalec, če se smem zelo milo izraziti, odločitev Svetega sedeža, ko je šlo za vprašanja cepiv in COVID-a in tako naprej. Na drugi strani sem pa jaz kot tukaj le nekateri dobro vedo, iz zelo zdravniško obarvane družine, se pravi, da nosim v sebi tudi modrost prejšnjih rodov, ki pravi, da nas morda brez nekaterih cepiv niti ne bi bilo več.
tukaj zdaj se mi gibljamo v temle, če se osredotočim na to. Omenili ste transhumanizem. Vete, še jaz težko sledim tem zadevam. Moram priznati, da čeprav je to so moje teme, jaz vsemu temu, kar se dogaja, težko sledim. Dejansko nam Sveta Cerkev tukaj pride na pomoč v smislu, temu se reče, oddaljeno materialno sodelovanje. Namreč to dejansko drži, kar ste vi rekli. Z vsakim plačilom davka, kjerkoli že, gre denar v skupno vrečo, iz katere se ta denar porablja za zadeve, s katerimi se absolutno kristjani ne strinjamo. Ko smo do tega prišli, tako da pač nismo večina v družbi, oziroma smo se nehali obnašati kot večina v družbi. Morda pa smo, pa tega sploh ne vemo, ker smo pač tiha večina. Skratka, vprašanja, ki ste jih vi zastavili, jaz ne morem dati nobenega jasnega odgovora na nje, vsaj mislim, da ne. Mislim, da bi vaše vprašanja lahko pač nagovorijo tukaj sedeče in tiste, ki bodo morda kasneje to poslušali, da se pač zamislimo na tem, kam kot družba res gremo, ne? In vsak na svojem področju naj nekaj na teh področjih naredi. Absolutno drži, ne, da nas je feministična tema splava, ko je bilo vprašanje pravic žensk do splava, pripeljalo do tega, kjer smo danes, kar ste vi opisovali. Tu je na nek način izvirni greh vsega tako imenovanega transhumanizma, vsega današnjega genskega inženiringa in tako naprej. Takrat, ko smo mi odprli neka vrata in na to pristajamo, od tam naprej je bilo seme vsejano in so korenine pognale. To se je treba pač zavedati. Nekoč smo se pogovarjali o volilni pravici ženske in to je bilo treba nujno urediti, to nam je vsem jasno. Potem je šlo na pravice do vožnje žensk in je popolnoma jasno in tako naprej. In potem se je nekje preskočilo in je šlo v recimo vprašanje splava. In potem je mnogo in še danes bi, mislim, da 80% ljudi temu zaploskalo v naši naciji. Če se pa zavedamo, kakšen je DDV prislonjeno, to je pa drugo vprašanje. Tam se začnejo praktično vse vaše teme, od rodnosti do preiskav, do vsega, kar se danes dela, do tega, da so zdaj izdelali umetnega človeka, da se izognejo konvencijam, da lahko delajo, kar hočejo naprej in tako naprej. Evo, toliko za odgovor. Izvolite. Ja, dobro večer. Mene pa zanima bolj ta pasivnost duhovnikov in cerkve do politične dogajanja v državi. Recimo ta primer, ko so vam zmanjšali prispevek za družbeno koristno delo, smo slišali enkrat na poročilih in potem je bilo konc s tem. Duhovniki se sploh niso več obračali na to. Enako je recimo škof Saje je rekel, mene ministrica za kulturo sprejme, kadar želim, ampak koristi recimo od tega, ne vem, če imamo kaj. Vam povem samo ta primer. Na Kostanjevici, ki naj bi bila center, ko bo Gorica mesto kulture, evropsko mesto, smo začeli obnavljati prezbiterij, zaradi tega, da bo lepše in tako, ampak na Ministrstvu za kulturo smo izpadli iz razpisa in bomo zdaj spet pobirali pri vernikih in tako naprej. Torej, mislim, da so duhovniki in vi kot predstavnik škofovske konference premalo, torej, da ste pasivni, tako bom rekel, do političnih dogajanj v državi. Hvala. Hvala lepa, ja. Do ene mere bi se strinjal, samo da zdaj to bo izgledalo, kot da se jaz ven vlečem, to ni moj namen, kar bom zdaj rekel. Jaz osebno, bom pa kar direkten, nimam prav nič slabe vesti, ker tudi tisto, kar ste slišali o teh temah, ki ste jih našteli, ste slišali skozi moja usta, če je bil komentar cerkve. In je pa treba zdaj skombinirati vse skupaj. Eno je, da cerkev ni odgovorna za to, kaj so Slovenci izvolili na oblast. Drugo je,
Ali pa je lahko tudi, zdaj to je pa odločitev, ki jo bo cerkev lahko še sprejela, da se mečkam popravim, ali pa je v toliko odgovorna, da bi se lahko tudi cerkev umešala v te teme. Samo je pa to zelo, veste, to lahko vi tako mislite. Sam če damo zdaj na glasovanje, ne vem, če tle že kimajo na drugi strani pa drugi. Nekateri ne želijo, da se cerkev upleta v politične teme. Tako da tukaj ni zdaj, duhovniki smo pa krivi na koncu za ene ali pa za druge. Tretja zadeva. Zavedajte se, s tem povezana, da je moč parlamenta trenutno zelo močna. In prav veliko piskati in kričati, ne bom povedal kdo, ne bom povedal s katerimi besedami, samo bom povedal, da je bilo tudi meni, ker sem se kar precej oglašal na to temo, jasno bilo dano vedeti iz ust, ki so imela pravico to reči, da oni lahko tudi z amandmajem popravijo na 0 in bo 0. Zdaj, vprašanje se je, da je potem nekdo reče, ja pa dajmo 0, tudi jaz sem bil na tem, pa dajmo 0. Samo veste, je problem, ker nekdo mora socialne prispevke plačati. In socialni prispevki se jim ne moreš izogniti, to vsi vemo. Socialni prispevki morajo biti plačati, to je zakonska dolžnost, da si ti zdravstveno zavarovan. Od kje bomo mi vzeli sredstva, ne bom zdaj govoril številk, od tam, kjer vi zdaj obnavljate prezbiterij, bomo vzeli. To je zdaj. Lahko gremo pa na način nekaterih drugih cerkva v naši soseščini, tam, kjer je cerkev zelo, zelo neprisotna, se pravi, da ima cela država samo nekaj duhovnikov katoliških, kjer se pa enostavno reče, ko se najde dovolj velika skupina vernikov, ki je sposobna svojega župnika držati po koncu, boste župnika dobili. Tudi ta varianta je. Zdaj trenutno imamo mi ta umestni sistem s temi intencijami, ki je zanimiv sistem, samo mi ga imamo na svetu, tak sistem, ker imamo neurejeno to področje, v interesu na oni strani ni, da bi se to področje urejalo in tako naprej. Tako zdaj, to je zdaj ta pasivnost. Vam pa dam tudi deloma ali pa celo zelo prav. Jaz bi si želel, da bi bilo, morda ne, kot se reče, sprižnica ali pa zambona, da bi bilo na mikronivoju, kot temu rečemo, več dela na tem področju, enostavno več pogovora z ljudmi, da tudi o teh temah. Jaz teh tem ne odpiram, na Ambono, sigurno da ne. Je bilo pa recimo sam en primer, je hotela moja vipavska mladina na vsak način imeti sliko s predsednico na tej zenskem srečanju in jaz sem to zrihtal, ker to lahko naredim. Ampak sem jim povedal, ne misliti, da je ona toliko fajn, ker se bo slikala z vami, ampak ona vas potrebuje, da vas bo dala na svoj profil. In tako je tudi bilo. 2 uri kasneje je bila vipavska mladina na uradnem profilu predsednice države. In v tistem trenutku, zato to razlagam, sem jim tudi razložil, lejte, je naša predsednica vsega spoštovanja vredna, ker je to predsednica države, ker so jo Slovenci, naš narod jo je izvolil na njeno funkcijo. Smo pa potem kakšno zadevo tudi povedali naprej. In je bilo lahko navdušenje pri kom tudi nekoliko manjše, ko smo poučili mladino, kaj vse je treba še vedeti, poleg tega, da je ona nosilka najvišje politične funkcije v državi. Na tem nivoju bi se dalo delati. Drugače pa naj popravim škofa Sajeta in tudi on bi se s tem strinjal, ga citiram iz njegovega nedavnega intervjuja za Radio Ognjišče. Zadnjič, ko je bil tukaj, je povedal to, kar ste vi ga citirali, zdaj povemo še to, kar je povedal 2 tedna nazaj. Ne bom ga točno znal citirati, ampak je rekel, bi si želeli manj fotografiranja in več pristnega dogovarjanja. Tako je rekel, to je nadgradnja. In mislim, da je tudi škof Sajet to takrat želel povedati, pa morda je bolj prišlo do izraza to, da se sestankuje, pa to zadnjič je pa že rekel, so bolj kosila, pa fotografije, zelo malo je pa posluha, pa dialoga, zakaj pa itak vsi vemo. Tako. Rekel, kaj pa recimo duhovniki. Zdaj ne vem, kako je dan danes, samo recimo, če gledamo, recimo Lambert Ehrlich je bil duhovnik, je bil tudi politik. Da ne govorimo recimo o Antonu Korošcu, ja. Recimo, je bil tudi duhovnik, pa je bil tudi politik.
Danes si jaz ne znam predstavljati duhovnika, ki bi bil politik tu zraven. Ne vem, a je to kakšna direktiva cerkve ali ne vem, to me zanima samo. Hvala. Ja, glejte, enostavno se smo tukaj na meji z Italijo. Vi ste dali dva zelo dobra primera. Smo imeli pa tudi sodelovanje s politiko tja čez. Mislim, da je bila to dovolj močna zgodovinska lekcija sodelovanja cerkve in fašizma, kar je bil politična stranka. V nacizmu ni bilo teh primerov, Renato, popravi me, ampak, prosim? Skoraj ne. Skoraj ne, no tako, ampak recimo statistično gledano imamo tukaj zelo različna pojava, tukaj je pa to bilo. Ne. So nekateri priimki, škofovski priimki, ki skoraj da, ki še tistim, ki točno ne vejo zakaj, pa jim še zmeraj nekako mrzlo se zgodi pri srcu, ko rečeš priimek kakšnega škofa. Iz te zgodovinske izkušnje, predvsem zaradi fašizma, se je cerkev naučila, da ni dobro, ker se izrecno ali pa, kako bi rekel, tesno ubadati s politiko, zaradi tega, ker sistem jemlje evangelizacijsko moč na dolgi rok. Morda na kratki rok ne, na dolgi rok pa gotovo. Namreč ljudje se nekako kategoriziramo po strankah, ki jih volimo, in s tem bi lahko duhovnik bil bolj od enega kot od drugega. Druga zadeva, enostavno ni politične stranke v Sloveniji, ki bi popolnoma ustrezala katoliškemu nauku. Jaz se ne bi mogel nobeno stranko včlaniti svojo vestjo, tudi če bi se hotel, pa tudi v nobeni od sosednjih držav se ne bi mogel, kakor poznam. Potem naslednja zadeva je, da se zadeva spremeni, ne, in gre politika v pozabo, cerkev ne more iti v pozabo, ne, in tudi duhovniška vloga ne. Tako da ti primeri, ki ste jih dajali, so svetli primeri naše zgodovine, ki so pa zaznamovali, osebnostno zaznamovali en povsem drugačen politični sistem, oziroma živeli v enem čist drugem političnem sistemu. V današnjem svetu je to zelo, zelo težko. Je pa res, da vam dam tudi deloma prav, nekatere evropske škofovske konference imajo navado, da je pred volitvami vernikom na voljo čim bolj enostavna tabelica, kjer so stranke takole, vprašanja pa takole. V vmesnem v tabelici so pa zelena, rdeča ali pa oranžna pika kot na semaforju. Zelena pomeni ustreza našim prepričanjem, oranžna pomeni ne vemo, pretvarjajo se, ne veš, kako se bojo obrnili, ko bojo na oblasti in tako naprej. Rdeča pa pomeni ne gre skupaj. O tem bi se pa lahko na primer pogovarjali, da bi pa duhovnik kot Kristusov namestnik se spustil v aktivno politiko, to pa mislim, da smo v nekih drugih časih, kjer nas je zgodovina naučila drugačne izkušnje. No? Tako. Te dneve poslušamo take izjave od predsednice države, pa še posebej ustavnih sodnikov, da je treba odločbe ustavnega sodišča spoštovati. Ampak jaz bi, posebno še, če gre za plače ustavnih sodnikov, se s tem strinjam. Ampak ne mora se pa strinjati z odločbo ustavnega sodišča glede družinskega zakonika. Torej, za mene je zakonska zveza moža in žene in iz te nastajajoče osnovne celice družbe. Kako ne jaz kot kristjan spoštujem tako odločbo ustavnega sodišča? Piše v evangeliju v državi, cesarju, Božja, ampak take ustavne odločbe ne morem spoštovati. Pa me zanima, a je možno recimo, da bo kdaj se nekdo lahko poročil samo v cerkvi, ne pa civilno, ker po takem zakonu, taki dikciji zakona se jaz ne bi rad poročil. Hvala lepa za vprašanje. Upam, da ste slišali tamle zadaj. Nikoli nisem skrival mojega mnenja, da bi bilo treba to že zdavnaj omogočiti.
ko pridejo mladi pari do mene, da bi se radi poročili, dam to kar vedeti, da naj mi pač prinesejo tisti obrazec s matično številko, ker je pač treba, ampak kar se mene tiče, me prav nič ne briga, so oni civilno poročeni ali ne. Še prej smo imeli tukaj težavo. Tomaž Akvinski pravi, da država, ki sprejme zakon, ki ni v skladu z naravnim pravom, je neveljaven zakon, pa tudi če velja v neki državi. Ti države sam ne moreš spremeniti, lahko pa presojaš, če je v skladu z naravnim zakonom ali ne. In če je tak zakon sprejet, Tomaž Akvinski, prosim, do 13. stoletje pravi, tak zakon zate ne velja. Zdaj, kaj to praktično pomeni, je potem drugo vprašanje, ampak s tem je pač potem treba živeti. Ampak zate osebno ne velja in ko se to da, to tudi na glas poveš in s tem v skladu živiš. To ne bi smela biti težava. Že prej so težave, veste, še pred tem. In jaz to mladim parom zmeraj povem. To bo zdaj malo kontroverzno za moralnega teologa, ampak v državi, v kateri zdaj je malo boljše, zdaj so malo uredili razne doklade, pomoč pri nakupu večjega avtomobila, ampak gledajte, ravno kar toliko, da smo se izognili, da niso kaznovali ljudi z več otroki z dodatnim plačilom vrtca in tako naprej ne bi sploh našteval. V taki državi, kjer očividno država ne dela v prid družine, po domače povedano, v kateri se ti bolj splača biti neporočen kot poročen, civilno govorimo zdaj, zaradi otroških dokladov, ker te davko dari, zato ker je, se sami veste, posebej mlajši tukaj, kaj to pomeni, je absolutno neke vrste laž, če ti rečeš državi, da si civilno neporočen, v cerkvi si pa poročen, in to delaš sem zaradi tega, da prideš do finančno boljše skozi, ampak jaz se resno poigravam z mislijo, da imamo tukaj na sistemskem nivoju neurejeno zakonodajo in da tudi to pade enostavno pod zakonodajo, s katero kristjan pač ne more biti zadovoljen. To. Glede sodbe Ustavnega sodišča bi sam še to rekel, žal ne preostane drugega, kot da se vsaj v osnovi, dajmo temu reči, v surovej moči prava, to zadevo spoštuje, zaradi tega, ker drugače ne moremo. Na Ustavnem sodišču, kakršno pač je, tega zdaj ne bom komentiral, temelji naša odločitev za državo. Ustavno sodišče je bilo postavljeno kot garant vaše odločitve na plebiscitu, razglašenem na dan samostojnosti in enotnosti. Ustavno sodišče, to tisti, ki smo majčkeno to zadevo povohali, tako ali drugače vemo, je utkano v bit našega naroda in obstoja našega naroda. Če se bomo začeli izmišljevati, kaj velja, pa kaj ne od Ustavnega sodišča, tvega mora spati. Tako da to je zdaj to. Je pa res, da smo na tem področju, ki ste ga omenili, pa dobili pač Ustavno sodišče, ki se pravzaprav z bistvenimi argumenti v tem primeru ni soočilo. Sodba, ki ste jo omenili, temelji na prepričanju ustavnih sodnikov, ki ga pa ne razložijo, da je ta ali oni par eno in isto. Razumemo? Se pravi, oni ne opravijo z vprašanjem, ali je mož in ženska enako kot moški in moški ali pa ženska in ženska. Oni predpostavijo, da je to enako, in ko to predpostaviš, potem pa ta sodba, ki so jo sprejeli, dejansko velja. Dejansko velja za njih. Sem prepričan, da so jo pač v dobri vesti sprejeli. Vsi pa, mislim, po mojem marsikdo pa tudi ve, da to ne velja, zato ker tudi mati samohranilka ni enako kot mož in žena. Pa s tem ne rečem, da je s to družino kaj narobe, ravno obratno. Junakinje, herojke so mame samohranilke in one so ta prve, ki vejo, da to ni enako, kot če bi imele moža zraven. Posebej, če je tragična situacija, zaradi katere so samohranilke. Ampak mama samohranilka ti ta prva pove, da mama samohranilka z otroki ni enako kot mož, žena in otroci, ker otroci rabijo moškega in ženska rabi svojega moškega zraven. To je izkušnja ljudi. In na enak način tudi moški pa moški pač ne more biti enako kot moški pa ženska. Je drugače. Oni pa so predpostavili, da je to enako. Zakaj? Zaradi tega, ker, kot vedno opozarjam pri teh raznih predavanjih na temo LGBT in tako naprej, imamo mi to zadevo, to se nam širi iz viška dol, to ni od spodaj gor, to gre iz akademskih sfer navzdol,
To se predava na fakultetah in gre potem navzdol. In mi, ki imamo po določenih kriterijih relativno mlado ustavno sodišče, smo prišli do te točke. Ker enostavno naši ustavni sodniki so bili naučeni, da je tu vse skupaj eno in isto. Zdaj jih poskušam rešiti na en način. Ampak mislim, da je to. Drugače pa, jaz mislim, še to za zaključno misel, jaz mislim, da to, kar ste vi povedali, bi lahko bil dovoljšen razlog, da bi škofje rekli, mi civilnega zakona ne rabimo več. Vi naredite na civilnem nivoju, kar želite narediti. Sploh v državi, kjer je praktično, zdaj ne bom vsega razlagal, ampak v kateri je praktično izenačeno, a si ti izvenzakonski partner, a si zakonec. Tudi to je pri nas izenačeno v mnogočem. In na podlagi te izenačitve so izenačili, potem je ustavno sodišče tudi, to so, če bi šli brati tisto klobaso od sodbe ustavnega sodišča, tiste paragrafe, tudi to je noter. Ta zgodba je zelo stara in ta sodba ustavnega sodišča, ki je bila sprejeta poleti lani, oziroma predlani že, ni kar tako padla z neba. To se je, sem prepričan, leta in leta pravilno pripravljalo, da ko je prišlo do ta prave konstelacije, so bili paragrafi nastavljeni skozi zakonodajo že daleč prej. To ni bilo, da je neka večina prišla gor in pač nekaj odločila. To so zadeve, ki se zdaj delajo za naprej. In se človek samo vpraša, ko se mi ubadamo z nekimi družbenimi vprašanji, ki nam polnijo medije. Veste, kaj sem najprej pomislil, ko smo zdaj 3 dni poslušali o reševanju nekih 5 ljudi iz ene jame, kamor bi pač moral en čoln iti, ko bi bil čas za to, če so silke noter in če je bilo očitno, da jim ni nič hudega, ko sem slišal, da oni uživajo tam noter, da imajo bivak, da imajo hrano. Veste, kaj sem najprej pomislil, kot nekdo, ki dela v medijih. Kaj je zadej, o čemer bi bilo treba zdajle na poročilih poročati, pa moramo poslušati v živo izjavo neke novinarke izpred neke jame. Ali pa takrat, ko se spravijo na neke zastavice na Kongresnem trgu. Katera zakonodaja je takrat šla čez? Nekaj od elektrika, veste. To. Tako da tudi pri teh, recimo, in to, tisti paragrafi so se štimali enkrat prej, ko nekdo ni bil pozoren na nekaj. Tako, hvala lepa. Imam še eno vprašanje. Pri prejšnjem odgovoru na eno vprašanje ste rekli, da se ne bi mogli prav identificirati z nobeno od teh naših strank v tem našem prostoru. Vemo pa, da imamo zelo velik problem s neopredeljenimi ljudmi, ki se ne odzivajo na volitvah in zmeraj več je takih. Jaz mislim, da to je neodgovorno, recimo. Kaj bi vi rekel na to, da ljudje se morajo odločati, tudi če mislijo, da so vsi slabi, pa niso. Mislim, da je odgovorno ločiti vsaj kateri so malo manj slabi in iti na volitve, pa za tiste se odločiti, pa poskušati, ali bojo res vsi enaki, enkrat jih poskušati. Ja, hvala lepa za vprašanje. To je zelo, zelo dobro. Torej, to sta zdaj 2 ločeni teme, ker una tema je bila zelo konkretno glede duhovništva. Da pa jaz sem politično opredeljen, je pa popolnoma jasno. Jaz tem, katero stranko volim. Vam ni treba za to vedeti. Ampak če bi zdaj šli v to, ono, drugo temo, bi morda povzeli, katero stranko jaz volim. Bi lahko. Ampak se mi zdi, da ni potrebno o tem razpravljati. Sem le duhovnik, javna osebnost in to se mi zdi, da ni to na mestu. Da je pa treba nujno biti udeležen v javnem življenju, to je pa meni popolnoma jasno, saj sem tiskovni predstavnik na vse zadnje, da je treba ljudi spodbujati, ne samo, da grejo na volišče, ampak da dajo za 26. decembra zastavo ven. Tam sem imel govor v Vipavi ob državnem prazniku in sem točno to rekel, bežite domov, pa obeste zastavo, pa ta malim, ta stari, sem rekel, ta malim povejte, zakaj je dobro, da na Primorskem sploh še govorimo slovensko, ker morda ne bi bilo več tako. In ta druga zadeva, ta mladi, ta stari, pa otrokom povejte, kdo ste, kaj ste, koga volite, kako je treba v tej družbi delati, da bomo nekam prišli. Je pa tukaj na koncu tako, da dokler ljudi ne udari po žepu,
Če bo šlo tako naprej, bo udeležba na prihodnjih volitvah po moje kar visoka. Ne. Mislim, da smo končali z vprašanji. Gospod Gabriel, najlepša hvala za vaše razlage, nasvete in tudi malo ste nas pokarali. Hvala. In hvala Martini za lepa vprašanja in za vodenje.